Današnja tiskovna konferenca je mišljena bolj kot dialog. Jaz bom predstavil najprej nekaj osnovnih podatkov, kar se tiče trenutne situacije v kliničnem centru, potem pa pričakujem vprašanja, pa če bom lahko, bom odgovoril. Zdaj, kar se tiče epidemije, kot sami veste, še nikakor ni končana. Epidemija še poteka in tukaj vam bom pokazal graf, kako poteka v naši ustanovi. V naši ustanovi, kot vidite, tukaj tale majhen kupček, majhen hribček je prvi val. Takrat smo imeli hospitaliziranih vsega skupaj 107 pacientov. V drugem valu je ta številka že večja od 2400. Skratka, 24krat večja epidemija že do tega trenutka, kot je bil prvi val. 2400 pacientov je seveda ena enormna številka za naš klinični center in kar je še pri tem grafu zanimivo je to, kot vidite, hitro se je večal, potem se je začel nižati in zdaj se pa ponovno viša. Skratka, ko je bilo najhujše v drugem valu, smo imeli v naši bolnišnici hospitaliziranih vsega skupaj 240 pacientov v nekem trenutku, enega dne. To število je padlo na 90 pred približno 3-4 tedni, zdaj pa se je ponovno dvignilo na 120. 120 pacientov, tega jih je 24 v intenzivni terapiji. Na srečo smo uspeli zmanjšati določene COVID kapacitete, doslej smo zaprli oddelek za COVID paciente, oddelek za pljučne bolezni, tam zdaj poteka rehabilitacija post-COVID pacientov in zdravljenje pljučnih bolnikov. Uspeli smo zapreti stavbo infekcijskega oddelka, tu načrtujemo vzpostavitev oddelka za infekcijske bolezni ponovno, za ne-COVID paciente. In pa uspeli smo zapreti tudi eno izmed COVID intenzivnih enot. Približno za polovico smo zmanjšali, ampak še zmeraj smo izjemno obremenjeni. No, lahko poročam tudi o tem, da je ta teden bil organiziran sestanek z novim sekretarjem na Ministrstvu za zdravje, ki je pripravil natančno analizo obremenitve posameznih bolnišnic, kar se tiče COVID pacientov, glede na proporcije, ki jih te bolnišnice imajo. In na tem sestanku je bilo nedvoumno in jasno ugotovljeno, da so kapacitete v vzhodnem delu Slovenije bistveno bolj obremenjene kot v zahodnem, še posebej UKC Maribor. Zato je bil napravljen nek akcijski načrt z ciljem izboljšati to situacijo. Konkretno lahko povem, da je v načrtu premeščanje naših pacientov v slovenjgraško bolnišnico in v bolnišnico na Golniku, govorim za akutne COVID paciente, in pa tudi premeščanje nekaterih naših pacientov, ki se zdravijo v intenzivni terapiji. Skratka, ta disproporc bo v naslednjih dneh ali pa v naslednjih tednih vse nekoliko popravljen. Veseli smo, da je država to spoznala in je ta analiza napravljena in da je natančna in pravična. Sicer pa lahko rečem, da sistem, bi rekel, neke medsebojne pomoči deluje. Posebej je tukaj pohvalil ne samo sekretarja Vindišarja, ampak tudi nacionalnega koordinatorja, doktorja Karoto, ki koordinira te prevoze in koordinira razporejanje teh pacientov. Tukaj še en podatek, mogoče, ki vas bo verjetno zanimal, je, kar se tiče cepljenja v naši ustanovi. Doslej smo cepili, če povem čisto natančno številko, vsega skupaj 2261 ljudi. Od tega je približno 200 takšnih, ki so iz medicinske fakultete, študenti, ki delajo pri nas in tako naprej. V sami ustanovi pa 2006 bolnikov, pri čemer jih imamo še več 100 takšnih, ki so že preboleli, približno 700 takšnih, ki so že preboleli COVID. Tako da je na nek način zaščitenih praktično 75% celotnega personala, kar smatramo, da je zelo veliko. In to se dejansko pozna pri odsotnostih z delovnega mesta, tega je bistveno manj. Da pa cepljenje deluje, nedvomno kaže tudi to, da imamo bistveno manj sprejemov iz domov za starostnike, tega je zelo malo. V zadnjih tednih je pa veliko število hospitaliziranih pacientov, aktivna populacija, stari med 40 in 60 let in seveda se borimo za življenje vsakega izmed njih. Tudi umrljivost se je v zadnjih tednih bistveno zmanjšala, kar se tiče teh pacientov.
Verjetno vas zanimajo tudi stranski učinki. Napravili smo natančno analizo, kar se tiče neželenih dogodkov in lahko povem, da je od tistih več kot 2000 cepljenj 73 zabeleženih stranskih učinkov pri pacientih, ki so bili cepljeni z cepivom Pfizerja in 15 tistih, ki so bili cepljeni z cepivom AstraZeneca. Če govorim v procentih, je to nekje med 2,5 in 3% vseh tistih, ki so cepljeni. In lahko rečem, da so vsi ti simptomi, stranski učinki pri vseh cepljenih izveneli najkasneje v 2 dneh. Skratka, nimamo zabeleženih trajnih negativnih učinkov cepljenja, s čimer smo zelo zadovoljni in seveda ves čas zagovarjamo cepljenje tako za zaposlene, kako tudi za široko populacijo, ker je nedvomno, vsi podatki kažejo, da cepljenje deluje in da se tisti, ki so cepljeni, ne zbolijo oziroma zbolijo za mnogo milejšo obliko bolezni. Kar se pa tiče prisotnosti na delovnem mestu, pa ne bi tega ponavljal, to je bistven korak naprej za nas. Toliko za začetek, zdaj pa če je kakšno vprašanje, pa z veseljem odgovarjam. Doktor Ogrin, kdaj boste začeli premeščati v druge bolnišnice te paciente, COVID paciente in kaj potem to pomeni za vašo bolnišnico, ko se sprostijo postelje in tudi kader? Pričeli bomo nemudoma, pri čemer seveda ne bomo, bi rekel, na silo premeščali pacientov. Če bodo pacienti, ki so trenutno hospitalizirani, pri nas želeli v naši ustanovi tudi ostati, jim bo to ugodeno. Sicer pa bomo tiste, ki so na novo sprejeti oziroma ki bi morali biti sprejeti in so pri nas obdelani v urgentnem centru, ne bomo hospitalizirali pri nas, ampak bodo hospitalizirani recimo v Slovenj Gradcu ali pa na Golniku in tako naprej. Skratka, ne bomo delali nekih dramatičnih akcij, ampak bomo postopoma to številko zmanjšali na proporc, ki pripada kliničnemu centru v Mariboru. Kaj to pomeni potem glede sprostitve? Ja, glede sprostitve nam je bistveno, da čim prej zapremo še eno intenzivno enoto za COVID paciente. Namreč velikanska stiska je v kirurški stolpnici. Zaradi zasedenosti intenzivnih enot za COVID pacienti stoji do neke mere kirurški program, tu govorimo o težkih pacientih in tu želimo čim prej povečati kapaciteto za ne-COVID intenzivne postelje in na ta način omogočiti izvajanje operativnih programov v kirurški stolpnici, seveda tudi posredno na kliniki za interno medicino. Kar pa se tiče pacientov, COVID akutnih pacientov, ki so hospitalizirani na oddelku za ginekologijo, v kliniki za ginekologijo, želimo čim prej sprazniti eno etažo, ponovno tja premestiti kliniko za ginekologijo. Tam so namreč tudi 3 operacijske dvorane, ki v tem trenutku niso funkcionalne. Mi v tem trenutku delujemo nekje na 85% zmogljivosti. Če bi uspeli zmanjšati število na proporc, ki je v tem trenutku za nas zahtevan, bi lahko to bistveno povečali. Ja, kot sem že rekel, v tem trenutku smo približno na 85% izvajanja programa. Če bomo uspeli še vse nekoliko zmanjšati, premestiti te paciente, bomo nekje na približno 90 do 95%, kar pa je že zelo veliko. Moramo pa se zavedati tudi tega, da nas čaka še to, da bomo nadoknadili programe, ki so izpadli v prejšnjem letu. Kot veste, je teh približno 20%. Če govorim v procentih, je to recimo malo, ampak če govorimo o številu operacij, je to nekaj tisoč, število obravnav, akutnih bolnišničnih obravnav, nekaj 10 000 in tako naprej. Skratka, te številke so velike in mi želimo seveda te zaostanke popraviti. Vas kaj skrbi epidemiološka slika za sosednjih državah? Število okuženih narašča, tudi pri nas zdaj nekako grejo navzgor. Kaj lahko pričakujemo? Ste pripravljeni na ta 3. val? Seveda smo pripravljeni. V končni fazi povedal sem, da smo zdaj približno na polovici tistega najvišjega nivoja, ki smo ga imeli. Gotovo to lahko ponovno vzpostavimo nazaj, ampak moramo se zavedati, da če to storimo, bodo prikrajšani ponovno ne-COVID pacienti. Vprašanje konkretno, ali se bojimo tega ali ne, seveda se bojimo, zato apeliramo na vse državljane, držimo se teh, bi rekel, zakonitosti, ki so že 100-krat ponovljene, ampak če bomo to napravili in če se bo čim več ljudi cepilo, bo slika boljša. Ne slišim. Kako?
Mi si želimo, gledajte, še v tem trenutku imamo še zmeraj 22 oziroma celo danes 24 pacientov COVID, ki so hospitalizirani na intenzivni terapiji. Mi smo imeli celoten UKC je imel pred epidemijo 27 intenzivnih postelj. Skratka, če to odgovorim, je ta situacija zelo jasna. Namreč, če želimo vzpostaviti dodatne postelje, moramo tja premestiti kader, ki ga lahko premestimo samo iz oddelkov, kjer so usposobljeni. Se pravi, oddelka za anestezijo, oddelka za kardiologijo in tako naprej. In tam ti ljudje manjkajo. Ne? In če niso na anesteziji, potem ne morejo dobiti ljudje narkoze. Ne? Skratka, to je stvar popolnoma jasna. Mi se želimo, da ne imeli nobenega pacienta COVID, ki bi potreboval intenzivno terapijo, ker šele potem bomo lahko vzpostavili normalno delovanje. Koliko je zdaj še aktivnih COVID, akutnih in intenzivnih enot? Vsega skupaj jih imamo 120 danes hospitaliziranih, od tega enote imamo pa v tem trenutku imamo na ginekologiji prvo in drugo nadstropje, to se pravi oba oddelka, in pa v kirurški stolpnici imamo prav tako 2 intenzivni enoti, ob tem pa imamo še rdeče cone na številnih drugih oddelkih in sive cone na številnih drugih oddelkih. Tako da ne govorimo o urgentnem centru, kjer je prav tako siva in rdeča cona, tako da je veliko število, več 100 ljudi razporejenih še vedno na COVID oddelkih. Jaz bi še vprašala, ali je zdaj omogočen obisk tem pacientom, če je, v kakšnih pogoljih? Žal obiski niso mogoči, v izjemnih slučajih napravimo izjemo, se pravi, če pride do zelo hudega, resnega poslabšanja bolezni in je treba urediti kakšne stvari, potem te obiske omogočimo, sicer pa niso mogoče. Ampak ne zato, ker mi to želimo, ampak zato, ker je to zahteva varnost zaposlenih in pacientov. Kako daleč je interni nadzor v primeru zdravnika Bolšiča, pa mogoče vi osebno se niste še do tega primera predelili, kaj menite o? Sem se pozanimal, da nadzor še ni končan, tako da po mojih informacijah naj bi bil končan prihodnji teden. Moje stališče pa je takšno, preden bi kakršnokoli zaključek povedal ali pa za neko stališče, je treba poznati vsa dejstva. Če se izrazim po nogometno, treba je žogo spustiti najprej na tla in jo umiriti in potem priti do pravih zaključkov, pri čemer je bistveno to, da se stvari ne pometajo pod preprogo, da se razčistijo in da se potem iz tega kaj naučimo in potegnemo prave zaključke. V prvi fazi pa je za nas bilo najbolj važno to, da preprečimo širjenje okužbe, ki je bilo seveda takrat možno. Na srečo lahko povem to, da do širjenja okužbe iz tega naslova ni prišlo, s čimer smo zelo zadovoljni. Jaz kot strokovni direktor je bila to moja glavna prioriteta. Kar pa se tiče ostalih, upravnih zadev, pa mislim, da so druge inštance, ki bodo o tem presojali. Ste odkrili morda na podlagi tega primera še kak primer kirurgov, drugih zaposlenih, ki so delali ta čas pri zasebnikih, kljub tej prepovedi? Ne, to bo ta nadzor pokazal. Jaz osebno se s tem seveda nisem ukvarjal, to je tudi stvar drugih inštanc. Bolnišnica tudi ni inšpekcijska služba, ki bi raziskovala, kje ljudje delajo, zato so druge, inštance, ki se s tem ukvarjajo. Gotovo pa bomo z zanimanjem pregledali to, ugotovitve tega nadzora in seveda ukrepali. Še kakšno vprašanje? Ja, montažni objekt je razpis za oddajo del je bil zaključen, prispelo je nekaj ponudb, ki se zdaj pregledujejo. Jaz mislim, da je pritožbeni rok izteče v roku nekaj dni. Na to bo sprejeta odločitev. Jaz se srčno upam, da bo izbran ponudnik, ki bo dejansko izvedel gradnjo v času, ki je predviden, in da bomo imeli lokacijo, kamor bomo lahko hospitalizirali COVID paciente. Mogoče še se vrnem na prejšnji. Zdaj nekako prejšnji teden se je razširilo prepričanje, da zdaj čakalne dobe v UKC so zaradi tega, ker zdravniki delajo pri zasebnikih. Prav tu smo mi ravno in prever se je gospod spraševal, da še on čaka, zdravniki pa zunaj delajo. Lahko to pojasnite? Ne. Glejte, dovoljenje za delo izven matične ustanove se izda na željo zaposlenega,
pri čemer mora to odobriti njegov predstojnik, v končni inštanci pa to potrdi direktor. Ampak osnovno pravilo je, da je delo izven matične ustanove možno samo v zakonsko določenem obsegu, določenem številu ur, konkretno to ne sme presegati 8 ur na teden in mora biti vse delo opravljeno izven rednega delovnega časa in šele, ko zaposleni opravi vse obveznosti znotraj matične ustanove. Skratka, nobeno delo znotraj, pri drugih delodajalcih, bodi si koncesionarjih, bodi si pri zasebnikih, ne sme ogrožati dela v matični ustanovi. To je striktno pravilo in če to pravilo ni izpolnjeno, se takšna odločba oziroma dovoljenje sploh ne izda. Tako da jaz lahko pomirim, da bi rekel paciente in tudi javnost, da ta dovoljenja nikakor ne vplivajo na obveznosti v matični ustanovi. Ok, hvala lepa.